Dober dan, en super lep kolesarski pozdrav. Danes vam bi rad povedal nekaj o tem, kako prekiniti začaran krog pomanjkanja motivacije. Spet imamo en super lep sončen dan. Malo pred 10. dopoldan je bilo 22 stopinj Celzija. Ja, kadar te popade kolesarsko malodušje, ni treba dosti, da ti vse skupaj pade dol. En dan imaš sestanek, drug dan imaš obiske, tretji dan imaš samo še izgovor. Ni pa najhujše, če ti vse skupaj pade dol, problem je, če ti pade v neskončno spiralo, v začaran krog melanholije, iz katere se ne znaš več pobrati na kolo. Naj vam povem zanimivo zgodbo. Oseba, ki je zelo rada kolesarila, je zapadla v en tak začaran krog. Malo se je zredila in kar naenkrat ji niso več bile prav kolesarske hlače. Ko se je oblekla v kolesarski dres, je izgledala kot tista maskota od Michelina. Zaradi sramu se je izogibala kolesarjenju, čeprav je vedela, da bi lih s kolesarjenjem lahko dala kakšno kilo dol. In to je en tak banalen začaran krog. Ne gre kolesariti zaradi sramu, ker ima 2 kili preveč in ve, da če bi šla kolesariti, da bi dala tiste 2 kili dol. Kakšna je rešitev? Ja, ljuba duša, kup si nov dres, nove kolesarske hlače. No, sej lahko povem, da sem osebo toliko zmotiviral, da je to res naredila, ampak kolikor mi je znano, do danes še ni šla na kolo. Ali pa vam povem primer še ene osebe. Lahko razkrijem tudi, da je ženskega spola. Ko pride od frizerja, en teden ni kolesarjenja. Ne moreš ti na novo frizuro staviti gor čelade in švicati pod njo. Poleg tega ima ona tudi odpor do kolesarskih leč, ki pa jih mora nositi na kolesarjenju, zato ker ima dioptrijo. Po določenem času jo oči začnejo peči in skelet in potem se zaradi tazga banalnega razloga odloči raje, da ne gre kolesariti. Ok, zdaj naredim ta mini vzponček tle čez kras, pol vam pa povem naprej. Živjo. Mal pogledam, kakšen je kras en mesec po požaru. Če ne drugega, je precej manj sence. Se dvignem za kakšnih 100 metrov, potem pa nadaljujem pot v Italijo. Link od te proge, po kateri sem se danes vozil, bom kot vedno dal od spodaj v opis videa. Vabljeni, da si skinete dol njen GPX in jo odpeljete še sami. Kot zanimiva iztočnica se mi pa zdi zgodba o človeku, ki je šel v penzijo, kupil novo kolo, vso opremo, dres, vse vrhunske znamke, eno leto kolesaril, naredil 10 000 kilometrov. Po enem letu mu je vse skupaj padlo dol in se ni več sedel na kolo. Ena stvar je ta, da je vse to v naši glavi. Nekdo drugi bo videl enostavne rešitve, tisti, ki je brez motivacije, pa sam ne more najti prave rešitve. Ko se znajdemo v vlogi nepristranskega opazovalca, je prav, da take ljudi motiviramo, spodbujamo, ne moreš jih pa omalovaževati ali pa kregati, jim soliti pamet, ker to ne bo prav nič pomagalo. Včasih pomaga kakšno drobno darilce, kupiš nekomu recimo bidon, ni pa nujno, da bo to pomagalo. Problem pa je, kadar se mi znajdemo v koži tistega, ki nima motivacije. Takrat pa je res hudo. Sam sem bil že večkrat v taki situaciji. Vsako leto mi čisto v kakšnem nepričakovanem trenutku nenadoma pade motivacija. Konstantna borba je to. Non-stop moraš se truditi, da najdeš spet tisti pogon, ki te spravi na cesto. No, pa naj vam opišem par trikov, kako se jaz spopadam takrat, kadar mi vse pade dol. Prva stvar, ki jo jaz svetujem, ko ti vse pade dol, je počitek. Mogoče ste samo pretrenirani, preutrujeni. Vzemi si en teden pauze, pusti kolo, počivaj, poslušaj svoje telo. Če imaš srečo, se največkrat zgodi točno to,
da po enem tednu komaj čakaš, da greš spet kolesariti. Drugi nasvet bi bil kolesarjenje v družbi. Zmenite se še s kom, da greste kolesariti, ker tisto vas bo dosti bolj motiviralo, kakor če boste razmišljali, da bi šli sami. Zberite si prijetno družbo, da boste med vožnjo tudi malo poklepetali in da se boste drug drugemu prilagajali. Cilj je namreč ta, da vam kolesarjenje mine čim lepše. Tretja ideja je ta, da si naredite kakšen načrt vadbe. Jaz to naredim v Garminu, da se pa tudi v drugih aplikacijah. Računalnik vam naredi program čez več tednov, po 3-4 kolesarjenja na teden. Čar je v tem, da so kakšna kolesarjenja zelo kratka, tudi samo po 1 uro, kar te dosti lažje spravi na kolo, kakor če že vnaprej veš, da boš mogel kolesariti cel dan. V bistvu je zelo podobno, kot da bi se z nekom zmenil za kolesarjenje, samo da je v tem primeru tvoja družba kar tale računalnikov načrt kolesarjenja. Moj četrti nasvet bi bil, da si nabavite dobro opremo, dobro kolo, dober dres, kakšen nov števec, lučko. Vsaka stvar lahko pripomore, da vas bo dodatno motivirala. Nakupovanje kolesarske opreme je lahko zelo prijetno opravilo, zato morate paziti, da ne padete v začaran krog potrošništva in si nabavite en kup drage opreme, ki jo potem nikoli ne boste uporabili. Ampak velikokrat pomaga že samo ena stvar, bolj kvalitetne hlače, nov števec, novi čevlji, mogoče bolj kvalitetne kontaktne leče. Ni pomembno, samo da greste na cesto in da ste spet med nami. Mimogrede, a ste opazili, da imam nove čevlje? 2 dni nazaj sem si jih nabavil, znamka Scott, vpet je pa še zmeraj SPD. In peta stvar bi bila, ne zadajajte si nerealnih, nedosegljivih ciljev. Če boste se vi odločili kolesariti zato, da boste shujšali, boste 1 leto gonili na vso moč. In obstaja velika verjetnost, da vam po 1 letu ne bo uspelo, vam bo zagotovo vse skupaj padlo dol. Postavite si bolj realne cilje, take dosegljive, da jih boste z lahkoto dosegli, da boste ponosni nase in zadovoljni s svojimi dosežki. Neuresničeni cilji povzročajo slabo voljo, frustracije, črne misli in najhujše pri vsem tem je to, da ste si te cilje postavili sami. Večkrat rečem, ne pretiravati, pejte en krajši krog, tako da ko boste prišli domov, boste komaj čakali, da greste spet. To je pravi odnos do kolesarjenja. Ne pa delati načrte, potem pa vse skupaj pada v vodo, ko domine, ko po tekočem traku eden za drugim. Na internetu sem videl, da obstaja ogromno člankov, ki ponujajo 10 različnih načinov, kako premagati pomanjkanje motivacije. Ampak jaz se z ostalimi načini nisem ponotranjil. Teh 5 je dobesedno res mojih. Jaz sicer po tihem upam, da na mojem kanalu ni nobenega kolesarja, ki bi se lahko poistovetil s takimi zgodbami. Jaz pa, kot rečeno, konstantna borba iz leta v leto. Marsikdo bo zdaj ob tem videu mogoče povezal določene stvari. Si je kupil nov števec, čelado, varja radar. Ne vse, bom rekel, ne vse, ampak marsikateri nakup je bil pa povezan tudi s tem, da spet dobim motivacijo za kolesarjenje. Da pa ne bo izpadlo, da sem samo star, zagrenjen melanholik, lahko povem, da sem tudi dober motivator in imam občutek, da sem marsikaterega že pripravil do tega, da se je spravil kolesariti. In mi je bil mogoče potihem potem tudi hvaležen za to. Jaz se bom tle zdaj za zaključek proge odpravil še v zadnji vzpon, tukaj čez Valerišče nazaj v Gorico. Po svoje tudi zaradi tega, ker bo mogoče kdo gledal ta video pa bo rekel, malej, če upa on, upam pa tudi jaz. Upam, da je ta YouTube kanal en moj droben prispevek k temu, da se malo razširi ta zavest in dobra volja okrog kolesarjenja. Mogoče se bo celo najdel kdo, ki bo rekel, vidiš, tisti njegov nasvet mi je pa prišel prav. Tudi ta vzpon je tak lušen, 900 metrov dolg, 7% naklon, tako da je prav tak prijeten zaključek
prej ko se spustiš dol v Gorico in potem domov. Tako dobro sem se počutil v tem sponu, da sem dosegel še svoj osebni rekord. Za zaključek bom naredil še malo razpeljevanja tle po industrijski coni, da malo pade puls, da se malo umirim, tako da si lepo zaključim en tak čudovit izlet. Jaz pa bi vam na tej točki zaželel čim več srečnih in varnih kilometrov. Se vam zahvalil za vse všečke, komentarje in naročnike. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!